Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Oče, za tvojo besedo, hvala ti za tvojega duha, hvala za vse, kar si delal. Oče, hvala ti za vse premike v duhu, ki so se zgodili danes, že preden smo sem prišli in pol med slavljenjem in ves ta čas, ki ga skupaj preživljamo v tvoji prisotnosti. Hvala, Gospod, da vse tvoje veselje v tem trenutku je zbrano v tvoji cerkvi. Oče, hvala, da imaš ti namen s svojim ljudstvom. Hvala ti, da nismo gasilsko društvo, ampak smo nadnaravna skupnost svetega duha, kjer si ti glava, Jezus. Mi smo tvoji udje, imaš božanski načrt in usodo za vsakega od nas. Haleluja. Sveti duh, mi ti odpiramo svoje srca in svoje misli, da nam ti govoriš, da nas dvigneš, kamor moramo prijeti in da delamo to, kar ti hočeš. Oče, naj se vse v našem življenju uredil božanski red. Haleluja. Da smo sinhronizirani z nebeško vizijo. Haleluja. Amen. Amen. Slava ti, Jezus. Haleluja. Hvala ti, Jezus. Danes bom govoril o tem, kaj smo dolžni temu svetu. Okay? Kaj si ti dolžen temu svetu. In najprej bi ti rad povedal, kaj nisi dolžen. Tako da si pogledamo v 1. Janezovo pismo, 5. poglavje, 19. vrstica. Janez piše iz otoka Patmos, kamor je bil izgnan, potem, ko ga niso mogli ubiti in niso vedeli, kaj bi z njim delali. In mu je Bog dajal razodetja. 1. Janezovo 5.19. Vemo, da smo iz Boga. Amen. Tisti trenutek, ko si sprejel Jezusa za svojega rešitelja, si iz Boga. Haleluja. Amen. Tukaj ne govori samo o tem, da nisi izgorile pa šimpanza, da si duhovni človek, ker tudi če nisi izgorile, si še vedno lahko od hudiča, ne od Boga. Ampak trenutek, ko si sprejel Jezusa za svojega rešitelja, si stopil ven iz kraljestva teme, ven iz sveta. A veš, od česa si ti odrešen? Od tega sveta. Haleluja. Amen. Ti si odrešen iz tega sveta. Ti ne pripadajo iste stvari. In kje si zdaj? Iz Boga si zdaj. Amen. Kje je tvoj prestol? Z Jezusom vladaš nad vsakim drugim imenom. Se pravi, vemo, da smo iz Boga in v svet leži v hudobnem. Svet je pa pod oblastjo hudiča. Zato, valjda, da nisi presenečen, da niso vsi navdušeni na tabo, kaj jim govoriš o Jezusu. Etko, si že opazil. Haleluja. 1. Korinčanom 2.12. 1. Korinčanom 2.12. V 1. Korinčanom 2 imamo ogromno razodeti, kdo smo v Kristusu. In poglej si tole, 1. Korinčanom 2.12. Mi pa nismo prejeli duha tega sveta. Haleluja. Ampak duha, ki je iz Boga, da vemo, kaj nam je milostno daroval Bog. Se pravi, ti ne moreš vedeti, sploh pojma nimaš, kaj ti je Bog dal, dokler ti sveti duh to ne razodane. Razumeš? Nemogoče je, da karkoli veš, kaj ti milostno pripada v Bogu, če ti sveti duh to ni razodel. Etko. In potem se ti luč pržge in enkrat vidiš, wowej, meni več ni treba grešiti. Meni več ni treba lagati, preklinjati. Ni mi treba živeti v grehu. Haleluja. Mene je Bog osvobodil vezi tega sveta. Haleluja. Prej sem živel v temi in nisem vedel, kako bi šel on. Prej, kad bi imel zeleno kri v žilah in se nisem mogel rešiti. Etko. Kolikrat sem si jaz rekel, danes naprej bom drug človek, preden sem sprejel se. In pol je trajalo 2 dni ali pa 2 uri, pa sem bil spet isti. In pol sem mislil, mogoče, ko bom zamenil šolo, ko bom šel v drugo šolo, ko me noben ne pozna, pa lahko iz nule začnem in bom izgradil svoj imidž, da bom točno tak človek, kakršen jaz želim, da me drugi vidijo, da sem. In pol po 3 dneh so spet vsi videli, da sem pač en ful neresen tip. In pač se ga ful napijem kar tako, pa sploh več ne vem, kva delam. Naslednji dan sploh ne vem več, kje sem bil. In pa spet probam začeti z nule. Ampak je kad bi imel zeleno kri. Ne morem se rešiti laži, ne morem se rešiti greha. Karkoli delam, karkoli preberem, 7 korakov, 20 korakov, karkoli se ne morem rešiti. In tako je človek v svetu. On ne more živeti tako, kot bi rad. Ne more. Lahko je skušal, lahko se je mišice nabildo, ampak njegov duh je mrtev. In zdaj, ko ti priješ k Jezusu, ti pa sveti duh razodeva, kaj ti je Bog zastonj podaril. Razumeš? Bog ti je milostno podaril zmago. Če ti v njegovo milost stopaš, tebi ni več treba grešiti. Amen? Ni ti več treba, haleluja. Haleluja. Meni več ni treba kaditi jointov, ni več treba piti. Ni več treba gledati za drugim ženskam, haleluja.
Razumeš? Ne, da ne smem, ni mi treba, hvala Bogu, haleluja, razumeš? Ne sem to, ampak lahko sem čist svet, noter in naven, haleluja. A ni to mega cerkev? In kva mi bo pol hudič? Kjerkoli vrže vame, se nazaj v njega odbije. Kjerkoli hoče postaviti svoj planinski čevelj, da bo splezel na moj life, mu dol zdrsne vse. In padeš v globi, kakor je bil prej, haleluja. Zakaj? Ker nismo prejeli duha tega sveta. Kaj sem jaz dolžen temu svetu? Sigurno ne to, da grešim. Sigurno ne, haleluja. Sigurno ne to, da hodim v temi še naprej. Sigurno ne, haleluja. Razumeš? Bod vesel, da ti ni treba biti tak, ta svet. Bod vesel. Ne razmišljati, kaj ne smeš delati. Razmišljati, kaj ti ni treba delati. Amen? Nisi ti treba z nobenim primerom, niti treba nobenega kritizirati, niti treba biti slabe volje, niti treba biti depresiven. Haleluja. Amen? Lahko si ful zadovoljen vsak dan. Haleluja. Ti imaš lahko najboljši dan svojega življenja, od danes naprej vsak dan. Amen. Odloči se, zakaj si ne podločil? Amen. Zakaj ne bil the best dneva? Kva se ti lahko zgodi? Največ, kar se ti lahko zgodi, je, da umreš. Etko. In kva pol? Ja, napredoval boš, haleluja. Samo na boljš greš, haleluja. Razumeš? Ti sploh ne moreš več zgubiti. Haleluja. Jaz sem se hotel ubiti, ko je šla punca v drugo državo študirati. Pa sem se pa sprobnil, hvala Bogu. Tako da sem pokopal starega človeka, namest svoj telo. Moje telo je pa še kar tle. Že sivela se ima, pa še ustraja z mano, haleluja. In ga bom gnal do konca, haleluja. Dokler Jevus ne pride nazaj, upam. Ampak cerkev, ko sem jaz prijel Jevusa, pa kdo mi zdaj kaj more, razumeš? Kjera stvar me lahko še prizadane? Kjera punca, razumete, nič ni važno več, ko imaš Jevusa. Amen? Postaneš najsrečnejši človek na svetu. Najsrečnejši. Ti si lahko srečen. Človek ima ful denarja, ne vem kva, pa če še vedno prazen. Ampak ti, ko imaš Jezusa, imaš največ, haleluja. Poglej, kaj je v tem svetu. O čem govorim? A jaz zdaj govorim o državah, ki so na svetu. Ne, govorim o duhu, ki je na svetu. Biblija, ko govori ta svet, omene duha tega sveta. In če ne veš, kaj je duh tega sveta, naj ti povem, da bo hotel priti v tvoj um, v tvoje življenje. In če spustiš duha sveta vase, se ga boš ful težko rešil. In tvoja rdeča kri Jezusa Kristusa bo spet začela zelena ratvati. Razumeš? In se boš hotel rešiti, se ne boš mogel, dokler se ne spokoriš. Rečeš, ne, hvala, haleluja, odrekam se tega sveta, jaz sem opran v krvi Jezusa. Amen? In se zavedaš, da si svetnik na zemlji, haleluja. Amen? In si rešen, haleluja. Dajmo si pogledati. 1. Janezovo pismo 2.15. 1. Janezovo pismo 2.15, še vedno smo na Patmosu, haleluja. Ne ljubite sveta in tudi ne tistega, kar je v svetu. Če kdo ljubi svet, v njem ni očetove ljubezni, kajti vse, kar je v svetu. In zdaj si pogledamo, kaj ne smeš ljubiti. Vse, kar je v svetu, poželenje mesa, poželenje oči in napuh življenja, ni od očeta, ampak od sveta. Svet in njegovo poželenje mineta, kdor pa izpolnjuje Božjo voljo, ostane vekomaj. Haleluja. Se pravi, ta svet, poželenje mesa, prav nekaj te vleče, poželenje mesa, poželenje oči, ful dolg nekaj gledaš in potem te začne to vleči. Zato je ful važno, kaj gledaš, kaj razmišljaš, kaj si želiš v življenju. Zato se skozi obkrož se z Božjo besedo, poslušaj Božjo besedo, pojdi na YouTube pa si daj slavljenje gor, daj si dobre pridigare gor med tednom, razumeš, fili se skozi Božjo besedo. Bod obkrožen. To ne pomeni, da ne smeš iti v kino. To ne pomeni, da ne smeš imeti hobijev. Maj hobijev, uživi življenje. Bog hoče, da če imaš športen avto, da ful v športnem avtu uživaš, v vožnji da uživaš. Ti ni treba moliti v jezikih zraven. Lahko ful uživaš to, kar delaš. Če voziš čon, uživi, kad čon voziš, ful uživi. Ampak pa, haleluja, ko priješ Jezusu, ful uživi z Jezusom. Ful uživi v odnosu z Bogom, haleluja. Maj se najboljš, kar se imaš lahko z Jezusom, haleluja. In zdaj, zakaj? Glej, poželenje sveta. Kaj se zgodi? Kaj se zgodi s poželenji v tem svetu? Kaj se zgodi? Ful si nekaj želiš in pol te ta stvar začne uničevati. In pol si ful nezadovoljen, nisi izpolnjen. Zakaj? Ker tukaj lepo piše, svet in njegovo poželenje mineta. Se pravi, to, kar bi te moglo srečati, te ful razočara, mine
In kaj ste zgodili? Ves cajt, ki si v to vložil, vsa energija, ki si dal v to, adijo. Brez veze. In hvala Bogu, da se pol ne poročiš s kakšno neverno osebo. Hvala Bogu. Meni včasih kdo jamra, fant me je pustil, punca me je pustila, haleluja. Jaz si rečem haleluja, ker ni bila od Boga oseba. Oseba joka, jaz pač se delam, da jokam, znamo v srcu sem pa ful vesel, haleluja. Zakaj? Ker glej, kdor pa izpolnjuje Božjo voljo, pazi, kdor pa Božjo voljo izpolnjuje, se mu pa kaj zgodi? Ostane vekomaj. Amen? Deli zato, ker je večno, amen? Moraš vedeti za večnost, haleluja. Jaz nikoli nam svoje žene pustil, nikoli. Zakaj? Ker to je za večnost. Amen. Jaz, tudi če bi mi šla žena ful na živce, bom še vedno raj z njo, kakor da bi šel z eno drugo žensko, tudi če bi se imel ful boš, tudi če bi ne vem kva bilo, ker to ni za večnost, to mine, ker to je poželenje tega sveta in mine. Amen. Ker pa delaš za večnost, haleluja, to pa ostane. Amen. Zato vlagi v večne stvari, haleluja. Amen. Vlagi v Božjo voljo. Kdor dela v Božjo voljo, ostane za vekomaj. Za vse, kar čemorkoli si rekel ne v tem svetu, pa si rekel Bogu, ja, boš nagrajen. Nagrajen boš že na tej zemlji, boš ful bolj izgrajen, Božja slava bo žarela čez tebe, Bog te bo blagoslavil, pa še v večnosti boš imel nagrade, haleluja. Amen. Kot to si dvojno splačal. In kako premagamo ta svet? 1. Janezovo pismo, 5. poglavje, 5. vrstica, evo, 2 petke žiga. Najprej ena, pa 2 petke, 1, 5, 5. Ko sem jaz ocenil v fiziki v 4. letniku. Ampak zadnjo petko sem sam napisal. 1. Janezovo 5, 5. Kdo je, ki premaga svet, če ne tisti, ki vse dela prav? Ko je spolno vso postavljeno in zdaj je skozi pravičen in nikoli več ne pade. In to mi mislimo, hvala za te žvižge, ki so upravičeni. Ampak tako mi mislimo, tako, da enkrat bom pa tako živel, da več nam padel, da bom pravičen, da več mol, da več, da bom drugačen. Pozab, haleluja. Ti si že pravičen. Amen? Ti si že pravičen. Zdaj sam rabaš vero, da ne gledaš dol, haleluja. Amen? Zdaj sam gorge. Ti si že zmagal. Ti si že ozdravljen. Ti si že Božji ljubljenec, haleluja. Ti si že vstopil v najboljš, kar ima Bog zate. Bog nima neki še boljši plan zate. Ti si že, sam zdaj nadaljuj v tem planu. Amen. In se ti bo samo kak knjiga odpiral in bo še bolj in bolj blagoslovljena. Amen. Zato jaz doskrat ohrabrim človeka, ki sem molil za njega, recimo, da je to ozdravljene, tudi po molitvi, ko smo molili, pa se strinjali, pa verjeli, tudi če mu je takoj slabše, rečem, da je slav Bogu, ki si že ozdravljen. Haleluja. Ko včasih je slabš, preden ne boš. Ampak ne bo boljš, če boš gledal na slabš, moraš gledati na boljš. Amen. Vedno samo gledaj na Jezusa. Kako zmagaš ta svet? Po veri. Amen. Po veri. V tebi je nadnaravna vera. Kdo je, ki premaga svet, če ne tisti, ki veruje, da je Jezus Sin Božji? Ok. Teh stvari nisi dolžen temu svetu. Nisi dolžen, da hodiš v poželenju. Niti treba. Niti treba biti ponosen. Ne rabaš napuha. Razumeš, če veš, kdo si v Kristusu, tudi veš, da brez njega nisi nič. Etko. In veš, da vse, kar si zaradi njega. In pol niti ni treba biti ponosen. Etko. In si lahko ful zadovoljen, ful si zadovoljen sam sabo, tudi če nisi nobenih rekordov podaril ta teden. Haleluja. Tudi če si ful manj molil, kot prejšnji, si lahko še ful zadovoljen sam sabo. Haleluja. Zakaj? Ker imaš rad Jezusa. Etko. Ker ima on rad tebe v bistvu. To je pa še boljš. Etko. Ker ti včasih ne veš, koga imaš rad, ampak veš, da on ima vedno tebe rad, etko. In si lahko zaradi tega najsrečnejši človek, vsak trenutek svojega življenja. Haleluja. Ok, ampak kaj smo dolžni? 3 stvari bom povedal, kaj smo dolžni temu svetu. Rimljanom 13:8. Ni dobro, da si komu kaj dolžen, kar se denarja tiče, etko, ni dobro. Kdorkoli, če si bil kdaj komu dolžen, veš, da ni dobro. Zato, karkoli delaš, ne si sposojati denarja. Ali pa če imaš denar, pa te kdo pros, ne mu ga posoditi. Če si pameten, ne ljudem denarja posoditi. Rajši jim daj to, kar jim lahko daš. Če jim lahko daš. Če lahko daš, jim daj pa rajši jih usmeri na Jezusa, haleluja. Pa reči, naj se na Jezusa obrnejo. Vsem, tudi če jim bo elektriko izklopil, bojo pa en teden brez, nima veze. Bojo pa več se z Jezusom ukvarjali, pa manj TV gledali. Razumeš?
usmeri ljudi na Jevsa, haleluja. Tudi če bo 3 dni lačil, bo pa v postu, haleluja. Drugo je, če imaš, pol jim daj. Sam čim boš človeku denar posodil, si ga zvezil, ker tako si sposoje služabnik temu, ki mu je posodil, razumete? Zato poglej, kaj v Bibliji pravi. Rimljanom 13:8. Nikomur ne bodite ničesar dolžni. Haleluja. A ni to dober nasvet? Ne bi dolžen nobemu, haleluja. Razen ljubezni. Amen. Sprav, eno stvar smo pa vsem dolžni, to je ljubezen. Amen. Razen da ljubite drug drugega, kajti kdor ljubi drugega, je izpolnil postavo. Kajti ne prešuštvuj, ne ubijaj, ne kradi, ne poželi in če katerakoli druga zapoved, tale beseda obsega, ljubi bližnjega svojega, kakor samega sebe. Amen. Se pravi, jaz namesto, da sem fokusiran na vse, kaj ne smem delati, sem fokusiran na to, da me Bog ljubi. In zdaj, ko vem, da mene Bog ljubi, isto kakor Bog mene ljubi, jaz lahko ljubim druge. Amen. Kaj piše? Ljubi bližnjega kakor. Amen. Kot ljubi Bog tebe. Če sem jaz fokusiran na vse, kaj ne smem delati, bom ljubil Abimelja na isti način. Tudi on ne bo smel vse to delati, kaj jaz ne smem delati. Etko. In če ga bom videl, da on nekaj dela, kaj jaz ne smem delati, bom ful znoril. Ker zakaj on lahko, jaz pa ne. Etko. Če sem pa jaz fokusiran, Bog me ljubi, jaz sem poln Božje ljubezni, jaz sem izpolnil zakon, ko hodim v ljubezni, ko do njega prišel, mu bo dal ljubezen, haleluja. In tu, če je zvezan s kakšnim grehom, ko bo z mano, bo osvobojen, haleluja. Ko Božja ljubezen ga bo osvobodila, amen. Ne zakon. Zakon ti sam pokaže, zakon je dober za ljudi, ki mislijo, da so pravični, pa niso, haleluja. Ampak za ljudi, ki so kristjani, ki poznajo Jevsa, jih osvobodi Božja ljubezen, haleluja. Ok, in kaj sem dolžen ljudem? Kako jim pokažem to ljubezen? Dajmo si pogledati 3 načine, kako pokažem ljudem ljubezen. Prvič, jaz sem dolžen ljudem, da se srečajo z Bogom. Kdorkoli v moji prisotnosti, sem mu dolžen, da se sreča z Bogom. Haleluja. Amen. Človek, ki je bil z mano, ki je šel z mano na kavo, moj sodelavec, ki je na šitu z mano, moj sošolec, ki je v šoli z mano, moj sosed, ki je moj sosed, kdorkoli v moji prisotnosti, jaz sem mu dolžen, da se sreča z Bogom. Haleluja. In kako bom to dosegel? Tako da se najprej jaz srečujem z Bogom. Jaz moram hoditi v Božji prisotnosti. Če sem jaz depresiven, recimo, da sem jaz ful pod obsodbom, pa ful pod depresijo, kaj se bo zgodilo Abimeleju, ko bo šel z mano na kavo? Zelo verjetno bo imel ful probleme z depresijo. Zelo verjetno bo začel imeti probleme z obsodbam. Če imam jaz ful duha poželjivosti na sebi, recimo, ful sem požeruh in ima ful duha požrešnosti nad sabo in Abimelej pa gli začel hujšati in mu gre dober in vsakeč, ko ga to prime, začne raje moliti v jezikih in se zdravo prehranjuje. In pol ga jaz povabim na pico, kaj se mu bo zgodilo? Haleluja. A razume? To, kar je na tebi, boš dal drugim. Vse, kar ti nosiš, bo prišlo na drugih. Če jaz nosim Božjo prisotnost na sebi, dajmo si pogledati, Luka 4:18, če jaz nosim Božjo prisotnost, zakaj je to pomembno, da sem jaz v Božji prisotnosti? Haleluja. Zakaj je to pomembno, da jaz preden karkoli delam, rečem dobro jutro, Sveti Duh, odprem Biblijo, se napolnim z Božjo besedo, prijem v njegovo prisotnost. Zakaj? Zato, ker ta prisotnost, ki je na meni, bo zdaj padla na njega. Haleluja. In on tudi, če je bil prej ful požaruh, ko bo z mano, je lahko osvobojen tega. Amen? Amen. Zakaj? Ker sem nekaj več prinesel. In to Bog v tebe pričakuje. On pričakuje, da hodiš, tako kot Jezus. Luka 4:18, Duh Gospodov je nad menoj. Amen? Zato, da se lahko dobro počutim. Ne. To je samo stranski, ful, majhen stranski plug. Ti se boš izredno dobro počutil, če boš Duh na tabo. Tukaj ni dvoma, ampak to ni na meni, zakaj na tebi. Ampak zakaj na tebi? Zato, ker ti bomo zilo, da oznaneš dobro novico. Haleluja. Amen? Komu? Ubogim. Oznaneš ti, ko me spoščene sledcem spregled, spoči za tirance na svobodo in razglasiš milostno leto Gospodov. Se pravi, Duh Gospodov na tebi, da pripelješ ljudi ven iz teme, v luč, ven iz bolezni, v zdravje, ven iz opresije, v svobodo, ven iz stiske, v zmago. Amen? To se jim lahko zgodi v trenutku, ko so s tabo. Haleluja. V eni sekundi, v eni tisočinki. Haleluja. Včasih jim moč kaj povedati, včasih ti ni treba. Ampak, ko je Sveti Duh na tabo, kaj je prva stvar, ko prav? Da bo znano kaj? Dobro
novico, haleluja. Amen. Kaj je dobra novica? Dobra novica je, da smo zmagali. Amen. Dobra novica je, da je rešitev za vsak problem. Kaj je pa to novica? Novica je pa nekaj, kar se zdaj dogaja. Amen. Novica ni, da smo zmagali drugo svetovno vojno. To je zgodovina. In mi dostikrat ljudem samo zgodovino govorimo. Razumete? In nima toliko moči, kakor novica. Novica pa, bil sem z Bogom, haleluja. Zadnjič sem bil ful težavah in sem se bojil nad Boga in Bog me je rešil, Bog me je poslal odgovor, Bog je naredil to pa to, začel sem ga slaviti, odprl sem Biblijo, haleluja. Razumeš? To je pa novica. Novica mora biti sveža, haleluja. In ti novice nimaš, če se z Bogom ne družiš. Sigurno imaš slabe novice pol. Slaba novica, spet me je žena pretepla, spet smo mi televizija mi nehala delati in internet mi crkne. Haleluja, zato se druži z Bogom, haleluja, amen. Če se družiš z Bogom, ne boš cinik, ne boš kritik, ne boš legalist, ne boš slabe volje, amen. V Božji prisotnosti je obilica česa? Radosti, haleluja, amen. A ni to noro, haleluja? A bi si ti zbral to, če bi Biblijo pisal? Jaz ne bi, jaz bi napisal v Božji prisotnosti je obilica, modrosti bi mogoče rekel. Ampak kje bi se spomnil na radost? Amen. Ali pa Božja radost je naša moč. Haleluja. Wow. Bog dobro razmišlja, amen. Ful boljš, kot mi, haleluja. Ampak dajmo še mi tako razmišljati. Ok, prvič, se pravi, človek, ki je s tabo, se mora srečati z Bogom. To ni tvoja odgovornost, da ga pripelješ, sem pa pripeljal v Božjo prisotnost. In eni bojo mogoče slabo odreagirali, ampak ko bo tretjič s tabo, mogoče dobro odreagiral. Razumeš? Večina ljudi rab 7-krat slišati v Jezusu, preden ga sprejmejo. Statistično. Se pravi, ne vem, si ti takoj kar zagrabil evangelijo, ali si mogel ful, ne vem, večkrat, ali si bil ful trd. Ne vem, kako je s tabo, ampak večina ljudi mora večkrat slišati. In vsakeč, ko si ti srečaš z osebo, ima človek šanso, da se sreča z Jezusom. Se sreča s prisotnostjo, ki je na tebi. Drugič, dolžni smo jim dati nebeške odgovore na zemeljske probleme. Poglejmo si Jožefa, haleluja. Se pravi, ljudje na zemlji imajo težavo, imajo en problem, imajo eno stvar, ki ne morejo rešiti. In če si ti zraven, pol lahko 3-krat ugibaš, kaj je Božja volja. Čim si v eni situaciji, ko ljudje nimajo rešitve, si se znajdu na najbolj pomembnem mestu v svojem življenju. Haleluja. Amen. Ampak če to ne veš, ti bo neugodno in boš mislil, spet imamo probleme, nič se ne da narediti. In če boš ljudi poslušal, pa če boš v duhu tega sveta, boš še ti skupaj z njimi jamral in boš še na kvadrat problem naredil. Če si pa Božji človek, boš pa rekel, Jezus, to je priložnost zate, da se dokažeš. Haleluja. Amen. To je pa priložnost zdaj, da zasiješ čez mene svojo modrostjo, haleluja, amen. In to si v bistvu dolžen, ker ena od nalog Svetega Duha je, da ti bo kazal stvari, ki se morajo zgoditi. Se pravi, da si bolj pripravljen, kot človek, ki nima Svetega Duha. Drugič, dal ti bo modrost, da imaš vpogled stvari, ki se ne vidijo. Dajmo si pogledati Jožefa iz Stare zaveze, 1. Mojžesova 41:37. In medtem, ko iščete, vam bom prebral prerokbo od apostolkinje našega gibanja, žene od Ashleyja, to je Ruth Schmirer iz Krščanskega centra, 24.1.2016. Nad Krščanskim centrom Slovenija Jožefovo maziljenje. Bog te je dvignil, da si Božji glas v tem narodu. Ljudje v tem narodu hrepenijo po Božjem delovanju po tej deželi. Ko Bog govori skozi vas, bo iz nebes prišla prosperiteta. Možje in žene bodo dvignjeni, da vplivajo na družbo. Vaše življenje je seme v Božjih rokah. Bog pa želi žetev. Gospod je bil z Jožefom in bil je uspešen. Tukaj so uspešni možje in žene. Bog je dal Jožefov plašč in nebesa so odprta nad narodom. Wow, skoraj preveč dobro, da bilo res. In to je evangelij. Preveč dobro, da bilo res, ampak je res. Amen. To je Božji plan, haleluja. Oče, hvala ti za Jožefovo maziljenje, naj počiva nad nami, kamorkoli gremo, kjerkoli delamo, Oče. Oče, sprejemamo tvojo besedo in sproščamo to, da se žetev pobere v tem narodu. Oče, hvala ti za vpliv. Oče, uporabi nas, da vplivamo na družbo v imenu Jezusa. Haleluja.
In pa naprej prerekuje, Bog vas je naredil, da ste očete in matere voditeljem družbe. Ko vstopite v Jožefovo maziljenje, črpate iz zaveze z Jezusom Kristusom, Gospod vas dela voditelje družbe. Amen? Dobro je, da se tako vidiš. Tudi, če imaš 10krat manj izobrazbe, kot človek, s katerim se pogovarjaš. Zakaj je to, ko imaš Jezusa? Haleluja. Amen? V tebi je odličen duh. Amen? Druž se z Jezusom. Bod v njegovi besedi. Maj odličnost v svojem življenju. Kaj ste bo zgodilo? Kamorkoli priješ, bo šlo to s tabo. In verjemi, ljudje si želijo tega. Haleluja. Ljudje hočejo videti nekoga, ki prav živi. Haleluja. Nekoga, ki hodi v luči. Amen? Nekoga, ki ni kameleon. Haleluja. Nekoga, ki ve, ja, ne, haleluja. Amen? To, ko verjameš, vsi vidijo, wow. Ki jih ljubiš, ne glede na to, kako se oni do tebe obnašajo. Amen? Ok, a vas zanima še zadnja stvar, haleluja? Se pravi, nebeške odgovore. Ne ti Bog da, haleluja. Kjerkoli si, ko vidiš problem, ti imaš rešitev. Včasih vse, kar moraš narediti, je, da tako zgledaš, kot da imaš rešitev. Abraham je tako zgledal, kot da ve, kam grejo, pa ni imel pojma. Rekel, fanti, gremo v obljubljeno deželo. Dobro, da ga ni noben za naslov vprašal, ker ni imel pojma. Ampak je pa zgledal, da ve, kaj dela, haleluja. In je tudi vse investiral v to, razumete? Vso svojo čredo, družino je investiral v to. Razumete? In pol je dal Lotu na izbiro. Lot si je izbral ful, zeleno polje, vse. On je šel v puščavo. Zakaj? Ker je toliko verjel Bogu. Razumeš? Ti, ko ful Bogu verjameš, ti drugim pustiš, da grejo pred tabo. Ne oni prosperirajo. Ne oni. Ljudje se grebajo tako na delovnih mestih, pa to plezajo en čez drugega. Pusti, ne plezajo čez tebe. Ker ti boš šel čisto na drugo zgradbo, ki je ful višja od njihove. Razumeš? In poj boš dolgo rekel, fanti, rabite Jezusa, haleluja. Oziroma bojo oni tebe sprašali, kako ste gor pa šel, si smo vsi po tebi hodili. Še ko sej, haleluja. Ne vam povem, o mojem najboljšem prijatelju, haleluja. Jezusu, haleluja. In kaj si dolžen? Dolžen si živeti ful blagoslovljeno življenje. To si temu svetu dolžen. V Mateju 5 piše, ko bojo videli vašo luč, vaša dobra dela, kako žarite, kaj se bo zgodilo? Slavili bojo vašega Boga, ki je v nebesih. Haleluja. Za domačo nalogo, kdorkoli ne mara domačih nalog, probijo imeti rad samo jutri zjutraj. Okay. Preber si Psalm 67. Probi se zapomniti 666, Antikrist, 7 dobra številka, Psalm 67. Kaj je prav? Bomo samo eno vrstico prebral. Blagoslovi me, da se tvoja naklonjenost vidi na meni, da bodo na zemlji videli tvojo pot rešitve. Se pravi, David mol, Bog, da me ful, toliko me blagoslov, da bojo vsi videli tvoje odrešenje čez mene. Haleluja. Amen? To je pravi namen prosperitete. Ker si ti želiš biti toliko blagoslovljen, ne samo zato, da boš imel boljši avto kot tvoj sosed, pa lepšo hišo, pa da bojo imeli tvoji otroci boljše superge kot soseda, ampak si ful želiš blagoslov zato, da bojo ljudje videli, da je Bog s tabo. S tem Bog si ne mogel zadržati, bo gledal, kaj ima še v žepu zate, haleluja. Kjero službo ti šlo da, kje ti lahko še da naklonjenost. Kaj ve, kamorkoli te bo postavil, boš njega reklamiral. Amen? Bod reklama za Jezusa, haleluja. Amen? Bod to, razumeš, bod, ti si dolžen temu svetu, da uspevaš. Dolžen si temu svetu, da hodiš v zmagi. Amen? Vsakič, ko hodiš v porazu, kradaš temu svetu luč, da ne vidijo Jezusa. Vsakič, ko hodiš v bolezni, spet, ljudje ne morejo videti Božje moči ozdravljenja. Vsakič, ko v revščini hodiš, spet kradaš temu svetu, da ne vidijo, koliko izobilen je Bog. Etko, kolikrat si želel kaj dati, pa nisi mogel, etko. Pa nisi mogel, haleluja. Ampak a ne bilo da bes, da bi vedno imel dost. Da, ko bi imel eno željo, da daš, bi odprl toši, tudi če ti ško, imel bi in bi dal, haleluja. Etko. In takim ljudem bo Bog dajal, haleluja. Zakaj? Ker Bog daje seme komu? Sejalcu, haleluja. Amen? Prejšnji teden smo molili za to, amen? Smo se imeli da best, etko. Ampak zdaj pričakujemo, da nas Bog prosperira. Zakaj? Da ljudje vidijo njegovo rešitev, amen? Ko tebe pogledajo. In zaključimo s to zgodbo. En policaj je ustavil žensko v avto, eno mlado voznico, ko je prehit vozila in je bila vsa nekaj zadeta, nekaj se je pač kregala z njim.
In on je pisal kazen in Bog mu je rekel, plači, daj denar, da lahko plačala to kazen, ki si napisal. In pol je on rekel, pa ne bom, nisem nor, ženska je čist mim. No zdaj še svoj denar dajo, mislim. Pa dajo potuho taki ženski. In pol je Bog rekel, lej, plači kazen, daj denar, da plača to kazen, ki si napisal, pa povej, da jaz ljubim in da sem jaz vedno z njo. In pol je rekel, okej. In pol je pač in napisal kazen, ona ga je tam preklinjala. In pol je dal denar za kazen plačati in rekel, lej, Jezus mi je rekel, naj ti povem, da te ljubi in da je on vedno s tabo. In pol ženska ga ful preklela še zaradi Jezusa in je šla naprej. In pol si mislimo, stran se vrgo, ne vem, 100-200 evrov, čist brez veze. In pol čez 3 leta ta ženska gre spet tam in vidi tega policaja, kako spet mer hitrost na avtocesti in hiter stop na gas. In pol on za njo in pol jo ujame, radarca postavil in ona se ustavi in vsa vesela, ki ga vidi. In on pravi, gospa, to pa spet kazen, gor dol. In on pravi, se me spomniš? In on pravi, ne, zakaj? Pravi, ja pa pred 3 leti si me ustavil in si plačal mojo kazen. In pravi, aha, to pa vem, ja, ker nobenemu drugemu nisem to plačal. In pol je 3 leta stara punčka na zadnjem zidu pozdravila policaja z lepimi blond kodri in je rekel, to je pa moja hči, glika si me ustavil, sem bila na poti, da naredim splav. Moj življenje je bil čisto uničen, hotel sem res splav in se ubiti in zaključiti to življenje. Ampak pol, ko si mi rekel, da me Jezus ljubi in da je on skozi mano, sem prišla v kliniko in se nisem mogla rešiti Jezusa. Skozi sem samo razmišljala, da me Jezus ljubi. Nisem se mogla osvoboditi tega feelinga, da je Jezus dele z mano tukaj in da me ful ljubi in da ima dober načrt zame, haleluja. Razumeš? Tebi ni treba biti ful strašen filozof. Ti lahko rečeš samo človeku, da ga Jezus ljubi. A veš, da večina Slovencev še to nikoli ni slišala? Ti lahko samo človeku rečeš, Bog skrbi za to, on je skozi tabo. On točno ve, čez kaj greš. Si mu lahko dal odgovor, ki ga nikoli še ni slišal. In si mu povedal več, kot se je na kjerikoli akademiji naučil. V kjerikoli sekti je bil. Kjerokoli religijo so ga starši upisali, še kot dojenčka. Karkoli, lahko še nikoli ni to slišal. Lahko mu to transformira življenje. In pol je ta zgodba šla toliko naokoli, da je pol to ena druga. In pol je ta punca, ne samo, da je bila ona odrešena, ona je to začela drugim govoriti, kaj je ta policaj za njo naredil. In je bilo 9 otrokov tako rešenih, različnih oseb, ki so hoteli delati splav, ampak so prišli k Jezusu in začeli verjeti, da Bog poskrbel za otroke in bilo vse kul. In pol je srečal babice v teh ljudi. Razumete, eno dejanje, haleluja. Razumete, zakaj Bog hoče, da si prosperitaš? On hoče, da imaš vedno odgovor. V Jakobu piše, da nič ne pomaga, če rečeš človeku, naj te Bog blagoslovi, če je lačen, da mu kos kruha raješ. Haleluja. Boljše, da človeku ne govoriš, ne ga Bog blagoslovi, če mu nisi vsaj kosa kruha dal. Haleluja. Lahko da ima človek ful veliko potrebo, ti ne moreš zadovoljiti, ampak daj mu vsaj nekaj mu daj. Haleluja. Vsaj nekaj pa mu reči, Bog bo to razmnožil, bod zvest. Haleluja. Zapomni si, Jezus te ljubi. Haleluja. Amen. To ni težko, cerkev. Evangelij je ful simple. Mi smo dolžni dati ljudem srečanje z Bogom. Najlažje, ko lahko narediš, ko je človek v problemih, da ga srečaš z Bogom. Probi ga, ne mu samo filozofirati, probi ga pripeljati v Božjo prisotnost. Probi mu reči, lahko molim zate, haleluja. Haleluja. Si človek krega s tabo. Mora reči, da Boga prositi, haleluja, da te usliši, haleluja. Večina ljudi ne imela nič proti, haleluja. Probi pripeljati ljudi v Božjo prisotnost, na kakršen koli način, haleluja. Amen. Drugič, bod odgovor na njihove probleme. Verjem, da bo Bog tvoja usta. Ko vidiš človeka, verjem, da bo Bog čez tebe deloval, da bo Bog čez tebe mu dal odgovor. Lahko da ne boš dal specifičnega odgovora, ampak ga boš usmeril v pravo smer, razumeš? Lahko da si ga en korak bližje premaknil, haleluja, bod odgovor. Probleme, če ne veš, kdo si. Če ti veš, da si tukaj zato, da si rešitev, pol zaupaš, da bo Bog čez tebe deloval. Amen? In si najsrečnejši človek na zemlji.
Veš, da te Bog brezpogojno ljubi in drugič, veš, da te hoče uporabiti. Veš, da hoče čez tebe biti odgovor temu svetu. Amen? Amen? Kaj je Jezus rekel? Vi ste luč sveta. Haleluja. Amen? On je luč. Na svetu, v Janezovem evangeliju piše, cel svet je bil v temi. In pol je prišla luč in se naselila med nami in videli smo njegovo slavo, edino rojenega od Boga. Ampak kaj pol prav, Jezus? Zdaj ste pa vi luč. Vi ste luč sveta, haleluja. In pol je rekel, vi ste sol zemlje. In če sol spridiš, s čim se bo zemlja usolila, razumeš? Problem je, če mi dopustiva temu svetu, da pride v naju, pol, kaj se ti zgodi? Bog te še vedno ljubi, ampak tvoja luč ne svet tako močno, je tako? Koliko bolj tvoja luč svet, če se z Jezusom družiš, je tako? Če živiš v njegovi prisotnosti. Če ne hodiš v njegovi prisotnosti, so tvoje besede tako prazne. Ampak če hodiš z Bogom, lahko človeku rečeš, Jezus te ljubi in bo vedel, da imaš prav, haleluja. Amen? On bo v tvojih očeh bo videl, da si ti nekaj doživel in to mu bo dal upanje. Ko bo vedel, če si ti lahko sprejel Božjo ljubezen, lahko tudi on. Amen? Bo videl, če si ti lahko tako zadovoljen v življenju, pa imaš mogoče slabši avto kot on, haleluja. Pol je tudi za njega upanje, haleluja. Amen? Amen. Hvala ti, Jezus. Dajmo moliti. Hvala ti, Oče, za ta dan. Hvala ti, Gospod, pomagaj nam, da smo luč v temi, Oče, in pomagaj nam, da ni nobene teme v nas, haleluja. Hvala ti, Jezus, da imaš ti čudovit načrt za vsakega od nas. In hvala ti, da nam nič ni nemogoče. Hvala, da si nam nadnaravno vero v naša srca, haleluja. Hvala ti, Oče, pomagaj nam, da zdaj hodimo naprej v luči. Haleluja. Hvala ti, Jezus. Živimo za stvari, ki so večne, haleluja. Mogoče si tukaj, pa še ne veš, a si v luči ali nisi v luči, a si v temi ali si v luči, ne veš, a si že sprejel Jezusa, a hodiš z njim, ne veš, kam greš, če umreš. Če si tukaj, lahko sam dvigneš roko in bo danes molil zate, da sprejmeš Jezusa. Lahko predaš življenje Jezusu. To je najbolj pomembna odločitev v tvojem življenju. Lahko tam, kjer si, če hočeš, lahko priješ naprej. Če ne, lahko sam dvigneš roko in tam, kjer sediš, moliš to molitev skupaj za mano, ko bo zgledal nekako Jezus, predajam ti svoje življenje. Hvala, da si ti umrl zame na križu. Jaz se ne moram sam odrešiti. Ampak danes verjamem, da si ti živ, te vabim v svoje srce. Bod zdaj ti moj Gospod in moj rešitelj. Izpolni me Svetim Duhom. In ti s trenutek postaneš Božji otrok. Začneš novo življenje. Vstopaš v Božji plan za svoje življenje. Stopaš ven iz teme, v njegov luč. O, haleluja, dajmo en aplavz za to osebo, haleluja. Haleluja. Gospa, lahko ponavljate za mano to molitev, kako sprejeti Jezusa v svoje življenje. Jaz bom rekel en stavek, pa vi rečete, pa dajmo ju vsi skupaj pomagati. Rečete, Jezus, jaz verjamem vate. Hvala, da si umrl zame na križu. In da si tretji dan vstal od mrtvih. Odpusti mi vse moje grehe. Jaz od danes naprej verjamem vate. In te sprejemam za svojega Gospoda in rešitelja. Prid zdaj ti v moje srce. Izpolni me Svetim Duhom, da lahko živim novo življenje v moči Boga. Amen. Haleluja. Slava Bogu. Haleluja. Kdorkoli vas je pripeljal, gospa, kdorkoli vas je danes pripeljal, se je kdo pripeljal sem danes? Avati, super. Kdorkoli vas je pripeljal, ga kličite skozi, da vas spodbuja naprej v veri, da vam razlaga Božjo besedo, da vas sem pripeljal vsako nedeljo. Ne več te osebe spustiti. Amen. Vsaj ene pol leta. Vsaj ene pol leta.
Pa probite še ene 3 druge osebe tle najdete, ki so vam všeč. Ampak morajo tudi poznati Evs. Ok, mislim, da smo vsi drugi odrešeni, ampak drugič bo še več neodrešenih tukaj, amen. Bomo še koga pripeljali. Ok, a je še kdo, ki ni odrešen? Lahko roko dvigneš, če ne veš, da si odrešen. Je še kdo tukaj, da ne veš čisto, da sem odrešen ali si? Ok, dajmo še, a si zdajle molil to molitev, pa si jo mislil s svojim srcem, pa si 100% odrešen. Amen. Ok, haleluja. Bote vsi blagosloveni, kdor more v šolo, ne gre v šolo, sam ne zdaj, zjutri. In tako naprej. Kdorkoli rad molitev, prid naprej, kdorkoli bi se rad družil, smo tam od zadaj, kava, čaj in tako naprej. Imamo Rozo, ki bo molila za vas, imamo molitveni tim, ki bo molil zate. Mogoče moraš predati kakšne stvari Evsu. Karkoli ti je Bog govoril, Evs je obljubil, da bo potrjeval svojo besedo, znamenji in čudeži. Tako da, ko se beseda pridiga, to, kar ti je Bog dal na srce, mogoče moraš biti česa osvobojen. Haleluja, prid, Bog te bo osvobodil, haleluja. Amen.